Pozdravljeni. A verjetno ste slišali zadnjo. Nikolas Tombasis pravi, kako bo v naslednjem pravilniku Formule 1 dosegel, da bo masa bolida Formule 1 nižja za 80 kilogramov. Koliko je to realno in zakaj sem kot običajno skeptičen okrog takšnih obljub, pa kot ponavadi v naslednjih minutah. A verjetno je marsikdo izmed vas zasledil, kako je Nikolas Tombasis izjavil, da v naslednji generaciji bolidov Formule 1 bomo videli celo maso, ki bo za 80 kilogramov nižja, kar je verjetno razveselilo mnoge navdušence tega športa. Ampak tu je potrebno najprej poudariti nekaj. Mene osebno skrbi, kako razni avtorji, pisci, analitiki Formule 1 še danes ne ločijo med maso in težo. O tem smo na kanalu v preteklosti govorili v prav posebnem prispevku in tam sem z enostavnim prikazom nekako razložil razliko med enim in drugim, tudi onim, ki mi je bila fizika, na primer v srednji šoli, rahlo tuja. A vrnimo se k tistemu, kar je dejal Nikolas Tombasis. Namreč obljublja nam bolid Formule 1, ki bo imel izjemno nizko maso. Takšno, ki bi bila mogoče primerljiva s tistim, kar smo na progah videli pred 20-25 leti. In tu mnogi navdušenci bodo dobesedno zadovoljni, kajti takrat je Formula 1 bila prava, seveda po njihovem, in videli bi zopet tisto, kar imamo radi. A pozabljamo na nekaj. Da se je masa bolida Formule 1 dvignila predvsem zaradi varnostnih zahtev. Namreč pred 2-3 desetletji ni bilo nobenih varnostnih rokov, halo. Svoje čase so vozniki imeli ramena izven samega kokpita in, bodimo iskreni, Formula 1 je bila bolj nevarna. A treba je povedati, da takrat je bila Formula 1 tudi počasnejša. In verjetno ta moja primerjava ni prepričala nikogar. Ampak poglejmo malce bolj aktualen primer. Primer iz sezone 2026. Verjetno marsikoga izmed vas je razočaral Williams, ki je lani kazal izjemno dobre rezultate in pri ekipi iz Grva so na koncu sezoni bili najboljši izmed preostalih. Letos bistveno slabši. In kaj bi lahko dejali, zakaj so doživeli tak padec? Enostavno, ker so bili prisiljeni zaradi crash testa dvigniti maso svojega bolida, ker so morali dodati material. In tu pridemo do tiste točke, ki je po mojem mnenju bistvena. Kako lahko znižaš maso bolida Formule 1? Ja, enostavno tako, da ga napraviš z manj materiala. Namreč material, kot so na primer ogljikova vlakna, dajejo na koncu tudi maso. In sedaj, kaj se bo zgodilo, ukolikor napravimo bolid, ki bo imel manjšo maso, ki bo vseboval manj materiala? Seveda predstavljamo si lahko, da bo krajši, ožji, nižji, kar bo marsikateremu navdušencu všeč, ampak konec koncev bo tudi bolj nevaren. Mnogokrat pozabljamo, da v Formuli 1 se je marsikaj žrtvovalo, praktično zaradi tega, da so bolidi bolj varni. In
Verjetno Ayrton Senna bi bil še danes med nami, če leta 1994 bi imeli varnostni lok halo. Ampak tega ni bilo, potrebno je bilo še kar nekaj smrtnih žrtev v različnih kategorijah in ogromno raziskav ter preizkušenj, da so prišli do te rešitve. Ampak to je pomenilo, da se je dvignila tudi masa. Za malo. Ampak malo tu, malo tam pridemo do tega, kar imamo danes. Seveda, mnoge to ni prepričalo, namreč živijo v nekem sanjskem svetu, kjer si mislijo, da so bile dirke nekoč boljše, zato ker je bilo včasih vse drugače. Ampak spominjajo se, na primer, sezon približno tam iz začetka tega tisočletja. Ampak če bi jih nekdo vprašal, kaj pa dirke iz začetka 80-ih let, one, ki smo jih videli na začetku 70-ih let, 60-ih, kaj pa, ko se je svetovno prvenstvo Formule 1 pravzaprav začelo tam v 50-ih, so bile takrat v preteklosti tudi dirke boljše. Namreč rad bi vas spomnil, da takrat je bila tudi masa bolidov nižja. Sam sem skeptičen, namreč takšne obljube, ki jih daje nekdo, ki je v bistvu odgovoren za nastanek novih pravilnikov, se mi zdijo malce preveč optimistične. Posebej zato, ker nam ne pove, kje bo dobil ta prihranek 80 kg pri masi. In rad bi vam povedal, da sam hibridni pogonski sklop je verjetno eden izmed najbolj odgovornih za to, da imamo danes sorazmerno visoko maso. Tudi z novo generacijo bolidov se je praktično prihranek pri šasiji izgubil, predvsem zaradi tega, ker je baterija v električno-hibridnem delu pogonskega sklopa tista, ki je zahtevala višjo maso. Drugače bi že tokrat lahko videli kar obsežen prihranek. Ampak ne, obljubljajo nam nekaj, kar bi se lahko uresničilo šele čez nekaj let. In verjetno bomo mi navdušenci do takrat pozabili na vse obljube, ki nam jih daje Tom Basis in njemu podobni. Morda takrat njega tudi več ne bo na mestu glavnega odgovornega, kar se tiče enosedežnikov pri FII. Zato si lahko takšne izjave privošči. A verjamem, lepo je slišati, lepo je brati o tem. Posebej zato, ker nam obljubljajo tisto, kar si mnogi izmed navdušencev želijo, ampak nihče nam ne pove, kako bodo to dosegli. A za danes, za to pomembno novico, je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje. Thank you.